In to je spet vožnja z nama. Pa tukaj ti govorimo o fokusu. Fokus. Vsi govorijo, fokusiraj se. Where focus goes, energy flows. Se pravi, kam fokus gre, tam gre tudi energija. Res. In res pa je tudi, da se ne moreš fokusirati na 100 stvari hkrati in biti na vsaki stvari 100%. To je tudi res. In zaradi tega sva midva na nek način razvila najino različico, kako se fokusirati. In edina stvar, ki ti pride iz šolskega sistema prav, je urnik. Ja. Se pravi, in uporabiš pol te dve stvari hkrati. Se pravi, ti se pa res ti dan razdeliš, kot da bi bil šolski urnik. V bistvu prav na segmente, ta ideja meni ful dobra. Ja. Napišeš v polnoči do 6, rečemo, ko se zbudiš. Je en blok. Kaj delaš od 6 do 6:30, rečemo. Pereš zobe, je zajtrk, whatever. Pol kaj delaš od 6:30 do 7, rečemo, peli se na pisarno, rečemo. Pol točno kaj delaš, od 7 do 9 imam sestanek s tem, od 9 do 10 pišem maile, od 10 do to berem knjigo, in so ono, 2 jem kosilo, 12 jem whatever, kaj delaš, ampak da zložiš cel dan po blokih. Ja. In pol zvečer kazam, 8 greš spat, 8 do polnoči spiš, ok, perfekt. In ker se tako razdeliš ta dan po urnik, kot so nas naučili v šoli, je dejansko ful dobro, ker si takrat v tistem sektoru oziroma v tistem segmentu dneva, ti si 100% fokusiran na tisto, kar delaš. In voila, to je to. Rada ti vidi, da si v enem dnevu 10 stvari, da si naredil, različnih, in vseh teh 10 stvari različnih 100% fokusom. S tem pa da takrat, ko si 100% fokusiran, to pomeni, da jaz kaj naredim, telefon odložim stran, si ga dam potiho, ga ne gledam, ponovadi, ko razvijam take stvari, pa brainstormam, pač ne dovolimo, da nas kdo moti. In to je to. Grem v pisarno. Fokusno cesto, 100%. Grem v pisarno, odgovarjam na maile. Na cesto gledam. Pač uro, dve, karkoli. Ta čas se ne javim na telefon. Ja. Pa vzem telefon, pa vse neodgovorjene klice se javim, pozovem in delam to. Pa rečemo, če imam kakšne sestanke, je samo to. Ko je sestanek, telefon stran, samo to delamo, nič drugo. Edino, če je družinski emergency, to se moramo javiti. Da to imaš pa iPhone, da ti zvoni, to če imaš potiho, tako da Ja. pa zaznamo, da se treba javiti, never mind. Zdaj dve stvari so tudi jako važne. Trebaš, tako si zapiši za en teden, cel teden, kaj vse si delal, pol se pa vprašaj, če vsak od teh segmentov, ko je, te pelje k tvojemu cilju. Vsak segment, ki je, ok, moramo spati, moramo jesti, ok, pač to moramo, to nas pelje do cilja, ko bomo ostali živi. Zdaj se ful trudiva zdaj davati v naš urnik telovadbo in to nam je bilo 5 let mind-blowing, ko smo bili skozi vpeti v podjetje. Jaz sem skozi razmišljala, ni šans, kje je čas za telovadbo, kakšna telovadba je, da moramo to narediti, pa to narediti, pa to narediti. Ni šans, da imela čas za telovadbo. In ko bi kao imela še čas, so bili tako otroci in pol na koncu bi imela čas telovadbo, se sprehajati ob 10 zvečer, ko sem bila crknjena že kot cunja. in itek, da sem pa raje še izbrala, da sem dala še prati stroj, pa sušiti stroj, pa cunja zložiti, ko pa da sem šla na sprehod. Tako da ja. Ja, od zdaj naprej imamo midva trening in sprehod v urniku, kot da je to sestanek.